gente, soy Fitmax y bienvenido en el nuevo video de YouTube. Estamos en la Barcelona. Cosa folk, začenjamo tale vlog v stilu. Sva z Tilnom v Barceloni na krajših 5-dnevnih počitnicah. Ta vlog bo en skupek random klipov z tega potovanja. Kot drugo, ne toliko mogoče kot creating content, ampak če ne drugo, da bomo imeli kot memory, kaj se je dogajalo, najbolj zanimivo. Tako da, zdaj smo prišli, zdaj hodimo proti metroju, za iti v center mesta. To je stvar, ki mi vedno, ko gremo kamorkoli na počitnice naredimo, itak smo lačni in mi smo foodie. Tako da mi vedno naredimo research, vse typical places, ampak takoj, ko pridemo v mesto, kam gremo, Turk? Mi gremo jest. Gremo jest. Ampak ko pridemo v mesto, kam gremo jest? Ali je to KFC? Tako. Ali je to fucking Dunkin Donuts? Ali je to Burger King? Ali je to Taco Bell? Tako. Zdaj. Vedno gremo v nek fast food chain, da se res najemo mestno. Tako da, naslednji klip bo hrana. Ok, prispeli v center La Sagrada Familia. Turk, koment, ki jo prvič vidiš? Fucking insane. A estetika sploh. Fuck build this shit. Mislim, da jo še eno gradijo, to je tipo neka fora, da jo gradijo že ne vem koliko let. Oziroma jo restrukturirajo. Zelo lepo, ampak gremo na pomembne stvari. Tukaj nekje je Five Guys, tako da zdaj gremo jest. Uživaš? Ja. Ok, folk, pojedli, zdaj prispeli v center. Smo tukaj nekje v okolici Las Ramblas, ki je ta, oziroma glavne ulice, kakorkoli. In zdaj že počasi kakšenkrat videvamo te Gaudijeve hiše. Ta Gaudi art je popolnoma po celi Barceloni. Čez 2 dni, mislim, da je čez 2 dni. Ne, v ponedeljek imamo, kdaj imamo ono? Un park. V ponedeljek. V ponedeljek, torej čez 3 dni imamo tudi njegov park, tako da bo zanimivo. Ampak ja, ne, pač ta hiša aesthetic as fuck. Hiša number 2. Turk, komentar? I don't know how to build this shit. Prispeli na Plaza de Catalunya, kot sem razumel, največji in glavni trg Barcelone. Tukaj je dosti teh golubiru, špioniru. Bro, do you know the fucking memes from TikTok? You don't watch TikTok? Ja, ne, boljše. Hvala Bogu, to je preveč brain rot. Ja, točno to. Glavni folk, do zdaj vsa ta hrana je bila tipo 10 out of 10. Zdaj še nova neka. To mislim, da je La Catedral de Barcelona. Zelo zanimivo. Dan številka 2 se je lih kar začel. Včerajšnji dan je bil dolg kot en teden v Kopru. Max, kam gremo zdaj? Zdaj gremo v muzej. Dobro, Plan za danes je, imamo 3 glavne stvari, ki bomo danes pogledali, sicer Boquerío, ki je glavna tržnica mesta. Potem gremo v muzej, Museum of National Art of Barcelona. Smo tudi našli priporočilo, prvi vikend v mesecu, po 3 uri ob sobotah je muzej zastonj, tako da
Evo, to ti je en tips and tricks, če prideš v Barcelono. In potem zvečer bomo šli, ker danes zvečer igra Barcelona, tako da se verjetno mesto ustavi, ko igra Barcelona, tako da bomo šli v kakšen lokal, pogledati malo, kako bo Barcelona igrala. Smo hoteli mogoče tudi iti na tekmo, samo 150 € za gledati Antonija fidget spinnerja. To sem to. Hell nah. Je bila La Boqueria, največji trg s hrano. Kot ste videli, kaj smo se pojedli, vse je bilo 10 out of 10. Zdaj pa se počasi, oziroma zdaj čez ene pol urce, naj bi mogli začeti naš termin oziroma naš tur v muzeju. In zdaj smo brži tukaj na nek ogromen trg. In tam na sredini je tudi nek monument. Tako da Barcelona za zdaj zelo pozitivno in zelo estetik. Tako da, ja, se vidimo na klipsih umetniških iz muzeja. Dan številka 3 folk v Barceloni se začenja right now. Včeraj tisti muzej, zelo iskreno, je bil malo disappointment. Glede na veličino celotne palače, sem mislil, da bomo imeli več. So imeli samo 2 oddelka Modern Art, en Rimljanov in en tipo srednjeveški, baroško. To je bilo to, ne? Ja. Fora je, da smo šli, ker je bil zastonj. Ja, ne moramo se pritoževati, ker je bil zastonj, ne? Ampak realno sem mislil, da bo imel kaj več za ponuditi. Malej, toliko kot smo jaz in ti art, mislim, da je bilo perfektno. Je bilo perfektno za nas. Perfektno smo videli, dovolj smo videli. Dovolj, še preveč. Dovolj, to še to. Okay. Trenutno bomo mogli tlene 3-krat prestopiti s temi metroji in se odpravljamo proti Barceloneti, in sicer proti plaži. In tam v tistem džiru, v tistem krogu je par stvari, ki si želimo pogledati. Tako da, see you there. Ok, first stop današnji, Arc de Triomphe, I think. Ne piše nikjer, tako da ne vem. Estetik, lepo za videti. Je pa tipo the perfect day v Barceloni. 23 stopinj, sonček, kratki rokavi, kratke hlače. In zdaj še, ko pridemo tam do plaže, bo insane. Ta park, not gonna lie, je malo ass. Vse je under constructions, povsod so neke barriers, vse je zablokirano. Spawn rate je zelo visok. Spawn rate je too high. Ja ne, ker je plaža tam. Veš ono. Tako da smo pa itak mogli iti v to smer za priti do plaže, tako da
drugo vse lahko rečemo, da smo ga videli, ne? Ampak plaža bo, mislim, da bo plaža highlight. Okay. Okay, so you eat the flour first, and then you drink the cocktail. I eat the flour. You eat the flour inside. One of my fucking flies. Treba od tega flowerja poletel. Kako da fuck dosežeš takšen okus? What the fuck? To je neki z džinom. Nisem nek cocktail guy, ampak to je kao eden izmed 50 najboljših barov prejšnjega leta. In ne razumem zakaj. Naslednji dan je in sicer dan številka 4 v Barceloni. Glede tistega lokala, bara, kakorkoli do včeraj, smo potem zvedli, to je bil leta 2022 najboljši bar v celotnem svetu. Po tej neki najbolj prestižni, kaj sem, a.k.a. Ballon d'Or lestvici barov, je bil številka 1 in trenutno letos je na številki 10. Tako da to je bil nek experience, ki basically sploh nismo vedeli, kakšen je realno bil to experience, ker lahko rečem, da sem bil v lokalu, ki je bil najboljši lokal na svetu 3 leta nazaj. Tako da crazy. Danes imamo v planu park Güell, in sicer park, ki je celotno zdizajniran s strani Gaudija. Mislim, da je tam tudi njegova hiša in potem še par malenkosti, ampak danes je bolj tako chill day. Te njihove palme so perfektne, velike perfektne palme. Estetik pa, ja, res je. S tem vremenom. Park Güell zaključen, tega Gaudija je pralo, ampak je pa zelo lepo za videti. Mogoče se hodi malo dosti, ker je čisto na klancu, na hribu, kot ste videli, ki je tudi zelo lep razgled. Ampak, ne vem, če mene vprašaš, se kar splača, no. Smash burger, ja. Wow. Yeah. Kaj je basen?
primerna pozicija za začeti zadnji dan v Barceloni, in sicer Castell Montjuïc. Smo prišli gor z žičnico, kot ste vedeli, views are insane. Barcelona je zgoraj res, je ful teh lepih višt, bi se reklo po obalčansko. Da pogledamo, sploh ne vem, kaj je to. Kaj praviš na pot gor? Zakomplicirano, ful. Ja, ki prvo smo hodili 15 minut do tistega začetka žičnice, ampak dobro, zdaj smo prišli in Smo leteli v Giro. izgleda zelo lepo. Pač lepo je kapitan. God damn! To je španska Luke Koper. Wow. In evo, folk, smo zaključili dan v tem lokalu, kjer je bil prenos Champions League tekme Interja in ja, 2-1 zmagali proti Bayernu, insane. Jutri pa igra Barcelona, ampak mi se jutri že vračamo v Slovenijo. Tako da, folk, jaz upam, da ste vi uživali v tem Barcelona vlogu, da ste kaj lepega videli, da sem vam dal mogoče željo in voljo, tudi vi greste v Barcelono. Če ti je video bil všeč, absolutno spusti like, subscribe se na YouTube kanal. Če še nisi, v prihodnosti upam, da vedno več takšnih vlog, potovanj. In to je to od mene za ta YouTube video in se vidimo v naslednjem.